Trejzino senje v Murski Soboti. Tretji regijski obisk Vlade Republike Slovenije v Pomurski regiji. Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Dogodki. Tudi danes smo z vami, da skupaj pogledamo v dogajanje v Pomurju. V Murski Soboti je potekalo tradicionalno Trejzino senje, ki vsako leto privabi številne obiskovalce iz celotne regije in širše. Letos je dogodek potekal v znamenju obiska Vlade Republike Slovenije v Pomurju. V Murski Soboti je potekalo tradicionalno Trejzino senje, eno osrednjih sejmov v regiji. Letos je dogodek sovpadel z obiskom Vlade Republike Slovenije v Pomurju. Kar veseli je, da je bilo letos na sejmu veliko ponudnikov in tudi obiskovalcev, je ob tem poudaril župan Mestne občine Murska Sobota Damjan Anželj. V nadaljevanju se je dotaknil tudi obiska Vlade Republike Slovenije, ki se je udeležila sejma v okviru obiska Pomurja. Seveda pa malo drugačno v smislu, da je na obisku v Pomurju tudi Vlada Republike Slovenije in prav je, da pridejo tudi k nam, da vidijo tudi naše potencijale, tudi naše potrebe oziroma izzive, tako da upam, da po teh vseh delovnih obiskih bodo dobili tiste prave informacije, pravo sliko, da potem lahko sprejmejo tudi prave odločitve, ki bomo se tudi občine ne nazadnje potrudile, da jih potem tudi izvedemo. Vsekakor regija ima potencijal, ima, kot smo povedali, tudi svoje izzive in verjamem, da bo delovni obisk danes tudi uspešen. Mestna občina Murska Sobota je, kot je povedal župan Anželj, zgodovinsko sejemsko mesto, kraj, kjer se ohranja tradicija, srečujejo ljudje in nastajajo nove priložnosti. Želimo tudi, da ta tradicija, seveda, da jo hranimo, ne nazadnje to pokaže tudi obisk, tudi današnji, da ljudje si želijo, živimo v dobi digitalnih informacij, hitrega nekega tempa in prav je, da se včasih tudi ustavimo, kajti nobena tehnologija ne more nadomestiti ta človeški stik, to druženje in seveda prav je, da se ljudje tudi družijo. Kot je povedal Tomislav Zrinski, direktor komunale javnega podjetja iz Murske Sobote, priprave in organizacija tega kramarskega sejma potekata že več mesecev pred samim dogodkom. Saj sami vidite, da je uspelo. Saj smo že tudi, ker je tradicionalno, že vemo, kaj delamo. Letošnji sejem je nekoliko drugačen. Ja, dejansko nismo postavljali odra oziroma nimamo glasbe v živo, nekako smo se odločili, imamo pa sejemski radio, se pravi glasba po celem sejmu, godba je pa itak standard in to ostane. Na sejmu se je zbralo kar okrog 200 ponudnikov. Kar so zapolnjene ulice, sicer je zvezdna malo skrajšana zaradi gradbišča, drugače pa sem zadovoljen z obiskom, že dopoldan in upam, da vsi uživajo. O vladnem obisku v Pomurju pa? To je bilo, mislim, da kak dober teden predjavljeno, nismo vedeli, ampak glede na sprejem ljudi, se pravi sprehod predsednika vlade z ministri, mislim, da je kar uspelo. Letošnji sejem ni bil v znamenju samo projektov in vladnega obiska. Obiskovalce so navdušile tudi tradicionalne klobase in kuhano vino, ki so pritegnile vse generacije. Kaj meni ponudnik Puhan o letošnjem sejmu? Se mi zdi, da je lepo obiskan, starejša populacija, tako da kot vsako leto, no. Na sejmu ni manjkalo tudi sladkih presenečenj. Čebelar je navdušil obiskovalce z medom, ki kar topi srca in želodce. Ukvarjamo se s čebelarstvom, vzrejo matic imamo tudi. Na splošno imamo cvetni prah, med, to pomeni različne sorte, od akacije, cvetlične, ajda, kostanj, lipa, gosne. Tudi izdelki iz medu so bili med obiskovalci zelo priljubljeni. Imamo tu zelo lepo stojnico, navadne medenjake, sedaj, ko je bolj mrzlo, imamo tudi čokoladne z kokosom, z lešniki, tako da pridite, lepo vabljeni.
Duhovnik evangeličanske cerkvene občine Murska Sobota Leon Novak je ocenil, da je bil letošnji sejem zelo uspešen. Poudaril je tudi pomen vladnega obiska. Na sejmu se je predstavilo tudi žensko evangeličansko društvo Evangeličanka. Žensko evangeličansko društvo Evangeličanka razstavlja, zbira sredstva za otroke, ki se zdravijo na UKC-ju v Ljubljani. Tudi vreme odgovarja, obiskovalcev je veliko, tako da upamo, da bo tudi za vse tiste, ki prodajajo svoje produkte, ta sejem uspešen, seveda pa tudi za tiste, ki bodo ta sejem obiskali, se mogoče tudi okrepčali z beršljeni ali pa z kakšnim kuhanim vinom, tako da sem zelo vesel, da je ta sejem tudi tako uspešen. Ja, veselim se, da si tudi vlada vzame čas in da pride v naše kraje. Tudi tu imamo še nekaj odprtih vprašanj in upam, da jih bodo tudi uspešno lahko rešili in ta problem, s katerim se soočamo tukaj v Murski Soboti, obvoznica naprimer ali pa cesta proti Markiševcem ali pa kakšne druge stvari, da bodo to uspešno tudi potem zaključili. Na sejmu pa ni manjkalo tudi lesenih izdelkov. Kaj meni o Pomurju ponudnik iz Savinjske doline? Les, ki ga tu vidite, ves od dreves, ki so sama padla. Pomeni, da so padla zaradi neurja, starosti, bolezni. Nič ni bilo podrejeno z namenom, zato bom rekel, da še sam rešim pred motorko za upeč. Na trezenjem sejmu sem zdaj že 4. leto, v Murski Soboti mi je vedno všeč, obisk je dober, tudi promet konec koncev. Pomurje pa kot tako je pa, bom rekel, en biser neraziskan. Vse nas iz, bom rekel, nekje srednjega dela Slovenije, da smo premalo prvastno. Oddaleč se je širil vonj po okusnih picah in domačih klobasah. Na Trejzi je vedno lepo, je dejal Žekš. Pa smo po dolgo času na Trejzi se malo pojavili, ker nas ljudje domači kako pozabijo. Vidite, ga ponujemo, imamo svoje pice, lepo te naše dopeko, plus toga smo tudi ne pozabili na tradicijo. Klobase imamo tudi, prave domače. Ko vidite, šank redno delo, na mrtvo, tako vabljen še po pol dnevih še k nam, ko naj malo pride obiskati naš šank, pa kada je lepo vreme zdržalo, pa smo se vsi fajn imeli, pa kad Trejza uspe, to je tradicija Trejza in lepo je biti na Trejzi. O vladnem obisku v Pomurski regiji pa? Sem samo pravo tako direktno, samo vkrat mojega šanka. Dole. Zato ta vlada, ko dela, je katastrofa. To je več ne zagledati, to je enostavno, kako oni misli to preživeti, ja nemam pojma, ampak enostavno za gospodarstvenike, za podjetnike, za nas mlade, ker imamo par ljudi zaposlene, so oni katastrofa. To se vidi, ko so samo prišli se nabirati nekšej volilni glas in enostavno mi smo najprvršnici toga, mi šejmo, kako se pravi, trdno vlado, močno vlado, ker je pomagala našim mladim podjetnikom, mi kot nam osebno tudi kot vsem firmam, ker morajo pač preživeti v mali kraji, pa vse, ne pa priti se malo vse kazati, pa tudi nekaj se malo pošmikerati, pa to je to. Ampak jaz sem samo pravo, idite samo dole, kaj jih ne rabimo mi. Da imamo na voljo, tako nam nikdar ne pomorejo nič. Samo moramo plačivati davke, to pa moramo na puno, pa ne samo davke, še tudi ostale stvari, ki so nam gorno zvezali, ker so pač ne fajni, pa enostavno tudi gospodarstvo naše malo umira, ampak vidimo, ko mi ene tisti, ker smo vzdržljivi, pa dobri, bomo to vzdržali, pa bomo našli način, ko bomo se našli način, ko bomo preživeli, kada je v Sloveniji boljše, pa bomo lahko vsi živeli, kako treba, dostojno, kada je penas lahko krožil, kada se lahko vsi privoščili, ko se lahko. Tako, te pa ne samo idejo dole, odkaj so prišli, ta v Ljubljano nazaj. Trezino sejanje je tudi letošnje leto potekalo v duhu tradicije, prijateljstva in skupnosti. Vlada Republike Slovenije je v okviru 3. regijskega obiska v Pomurski regiji na seji, ki je potekala v Pokrajinskem arhivu Maribor, enoti za Prekmurje v Murski Soboti sprejela več odločitev, pomembnih tako za Pomurje kot za celotno Slovenijo.
Več odločitev, pomembnih tako za Pomurje kot za celotno Slovenijo, je vlada Republike Slovenije sprejela na seji v okviru 3. regijskega obiska v pomurski regiji, ki je potekala v Pokrajinskem arhivu Maribor, enoti za Prekmurje v Murski Soboti. Na seji vlade je bil tako sprejet interventni zakon, ki vključuje določila o uporabi vinjet. Na seji so se dotaknili prometne problematike v Istri. Na področju Pomurja se je vlada seznanila s pripojitvijo ZIS-a, znanstvenega inovacijskega središča Pomurja, z inštitutom Jožef Štefan. Aktivnosti intenzivno potekajo. Vlada bo dokončno odločitev sprejela na podlagi analiz in pregledov delovanja ZIS-a novembra letošnjega leta, tako da aktivnosti v tej smeri tečejo, da se delovna mesta, kvalitetna delovna mesta ohranijo tudi na tem področju. O stanju v Pomurju na področju črpanja kohezijskih sredstev in o načrtovanih projektih v prihodnje nam je ob vladnem obisku povedal minister za kohezijo in regionalni razvoj Republike Slovenije, dr. Aleksander Jevšek. Pomurje je bilo deležno cirka 40 milijonov iz mehanizma dogovora za razvoj regij. Nekaj ostanka je še ostalo, jaz upam, da bo razvojni svet regije v zelo kratkem času tudi ta del, ki je ostal, razdelil. Kajti dogovor za razvoj regij poteka po principu od spodaj navzgor. Župani in župani lokalne skupnosti so tiste, ki na razvojnem svetu regije pravzaprav predlagajo projekte v okviru ciljev, ki jih je kohezijska politika postavila. Tako da smo v bistvu s tem zadovoljni. Zdaj ne gre samo za Pomursko regijo, ampak celotna Slovenija je deležna 460 milijonov iz dogovora za razvoj regij in črpanje je v redu. Mi ta trenutek, kar se kohezijskih sredstev tiče, imamo za 1,8 milijarde odobritev projektov. Če zdaj to bolj poenostavljeno povem, stroj se je zagnal in to je tudi posledica tega, ker smo v spomladanskem delu spremenili program, komisija ga je odobrila in dali naprej tiste projekte, ki so že pripravljeni. Tako da smo zadovoljni in kot večkrat povem, Slovenija ne bo na koncu finančne perspektive pustila niti centa v evropski blagajni in zagotavljam, da bo ta denar tudi dobro naložen. O trenutnem stanju gospodarstva v pomurski regiji minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han. Zdaj, če se fokusiram samo na Pomurje in tisti, ki imamo malo zgodovinskega spomina in se spomnimo, kaj je bilo par let nazaj, ker je bila brezposelnost na 20%, ker je bilo samo 4,000 podjetij, lahko danes ugotavljam, da je brezposelnost seveda zelo nizka, pod 5%, podjetij več kot 8,000. Pomurje, Murska Sobota se razvija. Seveda je pa ključno tudi, kako bo vlada nasploh generalno sprejemala odločitve, da bo gospodarstvo imelo predvidljivo okolje. In če pogledam še to, kar se dogaja na Lendavi z Novartisom in pa rečemo o Ormožu, vem, da to ni vse, ampak je ta del Slovenije z novimi naložbami, smo lahko na nek način zadovoljni, gremo v pravo smer. Katere so prioritete Ministrstva za kulturo v pomurski regiji, pojasnjuje ministrica dr. Asta Vrečko. Na Ministrstvu za kulturo intenzivno vlagamo tudi v prekmursko regijo. Tukaj imamo državne zavode, imamo občinske zavode na področju kulture, ki jih financiramo in pa seveda prek razpisov številne nevladnike, festivale in tako naprej. Regija je zelo živa, sodobno ustvarjanje na vrhunskem nivoju, hkrati pa seveda bogata dediščina in tradicija tukaj živita z ljudmi. In zaradi tega imamo tukaj tudi nekaj zelo velikih investicij. Eno je grad Goričko, drugo je seveda ta že končana za nami enota Prekmurje, pa tudi manjše, od Babičevega mlina, prenove Lendavske dvorane, pomagamo knjižnici in tako Lendavski, Mursko-Soboški in tako dalje. Hkrati pa seveda z našimi programi javnim zavodom. Tukaj imamo res par zelo močnih, bi omenila muzej in pa galerijo Mursko Sobota, ki sta na nacionalni ravni med bolj aktivnimi, med najboljšimi in tu predvsem tudi spodbujamo to mrežo muzejev in kulturnih ustanov, ki mislim, da smo jo dobro povezali. Zdaj vi imate tukaj, v Murski Soboti je tudi eden izmed pomembnejših festivalov sodobne umetnosti, Flota, in
Mi si iskreno želimo to še nadgraditi, jo spodbujamo, imamo tudi v načrtu nov javni zavod za ples, ki verjamem, da bo tudi s tukajšnjimi akterji dobro sodeloval. Prekmurje pa je znano tudi po jeziku, ki je edini uradni knjižni jezik, poleg slovenščine, prekmurščina in zato sem ponosna tudi, da včeraj, ko je bila 80-let inštituta Frana Ramovša, je bilo to tudi omenjeno, to raziskovanje, poglabljanje z prekmurščino kot jezikom in mislim, da zdaj pa je že zelo znano in po celi Sloveniji, da je prekmurščina nekaj posebnega, tudi naša skupna dediščina, na katero moramo biti ponosni. Kot je povedala ministrica za kmetijstvo Mateja Čalušić, je pomurska regija pomembna z vidika prehranske varnosti in samooskrbe suverenosti Slovenije. Pomurje, kot sem večkrat poudarila, je izredno kmetijsko obarvana regija in pomembna tudi z vidika prehranske varnosti ali pa tudi samooskrbe suverenosti Slovenije. Izzivov v kmetijstvu nasplošno je kar nekaj, bodisi izbruhi novih bolezni, bodisi drugačni trendi in pristopi pri sami pridelave hrane, nekaj nas vreme in vremenske nevšečnosti opozarjajo, na drugi strani je pa potrošnik, ki je vedno bolj zahteven in moramo zagotavljati višje standarde, kakovostnejšo, še varnejšo hrano in sledimo tudi duhu dobrobiti. Morda v Pomurju, ki je prašičerejsko bistveno bolj obarvana, je ravno še vprašanje same kastracije pujsk, tako da verjamem, da bomo danes tudi imeli veliko priložnosti se o tem pogovarjati. Trenutno smo v fazi sprejemanja pravilnika za izobraževanje za veterinarske pomočnike, pa je še nekaj morda dezinformacij ali pa neskladnosti. Na drugi strani modrikasti jezik trenutno zelo aktualen na področju ovčereje, predvsem najbolj problematičen, na kakšen način bomo sektorju pomagali, da si ponovno okrepi zaradi samega izpada. Jaz verjamem, da današnji regijski obisk bo prinesel še veliko več povezovanja in izmenjave mnenj na področju namakanja v Pomurju, ki je izredno pomembno vprašanje na način, kako lahko pospešimo projekte, ki so morda že vrsto let nerealizirani in na kakšen način na dolgi rok tudi lokalni skupnosti to predstavimo, ker menimo, da moramo imeti odprt dialog z vsemi, lokalne skupnosti z vseh vidikov, bodisi naravovarstvenih, kmetijskih ali pa za potrebe nenazadnje tudi za ljudi, moramo imeti konsens, da pridemo do skupnih rešitev in eden izmed potencialov nacionalnih in strateških investicij za prihodnja leta z vidika pridelave hrane, so pa zavarovani prostori, rastlinjaki, plastenjaki, na kakšen način lahko država poenostavi pridelovalcem, da pridejo do tovrstnih investicij. Pomurje, zlasti na področju turizma, športa, raziskovanja in gospodarstva, je trenutno nadpovprečno glede na Slovenijo, je ob tem poudaril državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, magister Dejan Židan. Če pogledamo športa, toliko športnih investicij, ko jih imamo v Prekmurju in Pomurju, jih ne najdemo druge po Sloveniji. Če pogledamo, kar se tiče turizma, mi imamo takšne bisere, toliko investicij. Tudi danes gremo na obisk z ministrom v hotel, ki je postal 5-zvezdični hotel. In ne nazadnje, bili smo tudi v tehnološkem centru. Zakaj? Zato, ker je toliko novih start-up podjetij z področja, ki so najbolj inovativna, to je biotehnologije, tako da v Murski Soboti in Prekmurju vse premika na boljše. Je pa pred nami še dosti dela. Predstavniki vlade so se ob koncu regijskega obiska v Pomurju srečali še z župani in predstavniki gospodarstva. Gledalke in gledalci, resnična moč izvira iz medsebojne povezanosti. Lep pozdrav in nasvidenje do prihodnjič.